Glede na dosedanje izkušnje, tudi pripravljen program, vizijo razvoja občine kot celote in podporo strani občank in občanov, se odločam za novično kandidaturo za župana skupaj z široko ekipo za člane občinskega sveta, ki smo povezani, aktivni, vključeni v družbeno dogajanje v sami občini, v samem mestu in verjamem, da ponujam primerno rešitev za vodenje še enega mandata občine Sevnica kot župana. Ocenjujete ta iztekajoči se mandat? Ocenjujem kot uspešen mandat, kjer je bilo nekako udejanjenih veliko razvojnih ciljev na različnih področjih z različnimi vsebinami v skladu z načelom sorazmernega razvoja, tako teritorialnega sorazmernega razvoja, kot tudi vsebinskega, programskega sorazmernega razvoja na vseh področjih, tako predšolske vzgoje, šolstva, varstva starejših, razvoja infrastrukture, cestne, komunalne, vodooskrbne infrastrukture, kajti le na tak način je možno dosegati tiste razvojne cilje, ki so potrebni in željeni za kvalitetno bivanje in ustvarjanje ter delo naših občank in občanov. Zagotovo je vsak mandat drugačen, kot je tisti, ki se zaključuje. Prihaja do drugačnih vsebinskih poudarkov, do drugih točk, ki so zelo pomembne. Če je v preteklih letih bilo zelo pomembno, da smo gradili vrtce, prenavljali šole, bomo v tem mandatu nekako zaključevali ta proces z zaključevanjem dogradnje osnovne šole na Blanci, z dogradnjo osnovne šole Ane Gale in pričetkom gradnje osnovne šole v Krmelju. Razvoj bo zagotovo temeljil na razvoju stanovanjske infrastrukture, zagotavljanjem prostora za večstanovanjsko gradnjo in za individualno gradnjo, varstvo starejših z zagotavljanjem prostora za nov dom za starejše in nadgradnjo programov varstva starejših, kot tudi predvsem razvoj prometne infrastrukture, ne samo cestnega prometa, ampak tudi povezave železniškega prometa, javnega avtobusnega prometa, kolesarskega prometa in povečanje parkirišč oziroma dodatno ureditvijo mirujočega prometa na širšem območju mestnega jedra oziroma železniške postaje, kajti železniška postaja bo postala vse bolj stičišče različnih prometov. V Sevnici kot redko poseljene občini je pomembno, da omogočamo kvaliteten individualni promet in parkirišča. To se izkazuje in verjamem, da to se ne bo bistveno spremenilo, pa vendar z izboljšanjem in dostopnejšim javnim prometom se lahko nekako pritisk nekoliko zmanjša in temu cilju želim, da sledimo v prihajajočem mandatu. Lista, ki kandidiramo skupaj, je polna, obsega 25 kandidatov za člane občinskega sveta. Gre za aktivne, odgovorne ljudi, ki so vključeni, družbeno vključeni v dogajanje v občini kot celoti, izhajajo iz vseh področji, vseh starosti. Hkrati pa kandidiramo kot Slovenska ljudska stranka, vendar ni pogoj članstvo, ampak je pogoj vključenost, razvojna naravnanost in aktivnost. In mislim, da so ti atributi pomembnejši kot članske izkaznice, zato verjamem, da bodo prijeli visok nivo zaupanja naših občank in občanov.